Cilj razpisa je spodbujati mednarodno mobilnost slovenskih dijakov in študentov, ki odhajajo na študij v tujino. Na razpis štipendij za študij v tujino se lahko prijavijo slovenski dijaki, ki odhajajo na dodiplomski študij z področja naravoslovja, tehnike in ali medicine v tujino. Lahko pa se prijavijo tudi študenti, ki odhajajo na podiplomski študij tako z področja naravoslovja, tehnike, medicine, družboslovja in humanistike. Štipendija je sestavljena iz dveh delov, in sicer življenjskih stroškov v fiksni višini 12.000 evrov na leto, ne glede na državo, kamor študent odhaja, in pa iz šolnine. Zdaj maksimalna višina šolnine za področje družboslovja in humanistike je 10.000 evrov, za področje naravoslovja, tehnike in medicine pa 19.000 evrov. Ja, prijavijo se lahko kandidati, ki odhajajo na študij v tujino, na akreditirano institucijo, na akreditiran program. Študij mora biti redni študij, potekati mora ves čas v tujini, mora pa biti s področji, ki sem jih že prej omenila, ne. Kandidate se točkuje po 3 različnih merilih, in sicer glede na povprečno oceno, ki so jo dosegli na predhodnem izobraževanju. Točkuje se smer študija, pri čemer imajo določene smeri z področja naravoslovja, tehnike in medicine dodatne točke, se pravi prednost pred ostalimi kandidati. Kot merilo pa je tudi objavljeni znanstveni prispevek, ki mora biti vpisan v bazo COBISS do 30. aprila 2011. Ja, rok za prijavo je 6. maj 2011 in tega datuma res nikakor ne zamuditi. Če kateri od kandidatov še ne bo imel popolne dokumentacije, naj se vseeno prijavi in potem ga bomo pozvali k dopolnitvi. Prejel bo pisni poziv in v tem pozivu bo določen nov datum, nov rok, do katerega bo pa moral dopolniti z dokumentacijo, ki jo o prijavi še ni predložil. Trenutno imamo objavljen razpis za študijske obiske dijakov in študentov. To je razpis štipendij za študijske obiske, ki potekajo v tujini. Torej del obveznosti lahko dijaki ali študenti opravijo v tujini, pri čemer je pogoj, da jim matična institucija v Sloveniji te obveznosti vrednoti kot del izobraževalnega programa. Imamo trenutno objavljen tudi razpis za Erasmus štipendije, torej vsi študenti, ki v okviru študijskega leta 2010-2011 odhajajo na študijsko mobilnost v okviru programa Erasmus, lahko na javnem skladu pridobijo dodatna sredstva v maksimalni višini 150 evrov mesečno. Sredstva še niso porabljena, tako da kandidati, ki se še niso prijavili, lahko še vedno dajo vloge. Imamo pa vsako leto objavljen tudi javni poziv za Zoisove štipendije, objavljen bo pa predvidoma junija, tako da vsi kandidati naj pač se lahko prijavijo. Vabimo vse, ki se zanimajo za bodisi študij v tujini, bodisi študij v Sloveniji in jih zanimajo kakršnekoli možnosti štipendiranja, da za več informacij obiščejo našo spletno stran www.sklad-kadri.si. Znotraj naše spletne strani imamo tudi spletni klub, v katerega se lahko kandidati včlanijo in potem enkrat tedensko prejemajo novice, ki jih objavimo na naši spletni strani, tako so pravočasno obveščeni o vseh novostih, ki jih imamo, o vseh razpisih. Če imamo tudi kakršnekoli druge novice, o štipendijah, ki jih razpisujejo v tujini, tudi take novice objavljamo, tako da